Torej, sprememba programa po 10 letih, kaj so tiste glavne točke, ki boste danes spremenili? No, predvsem kot je geslo kongresa sredina, to tudi, kar se skozi trdimo, da smo že vsa leta skozi delovanje bili politična sredina, to pa danes tudi formalno upisujemo v temeljni program, ki je neke vrste naša ustava, dokument, iz katerega vsakodnevno črpamo svoje politične odločitve. Sredina, koliko je kaj gneče po vaše na sredini, kar nekaj strank skuša zasesti to sredino? Veste, številne stranke zase pravijo, da so sredina, pa so leva sredina ali pa celo bolj na levi kot kakršnakoli sredina. Mi trdimo, da smo krščansko-demokratska sredina, tukaj gre tudi za pojem zelo širok in vsekakor v slovenskem prostoru sem prepričan, da so nekatere stranke, ki se deklarirajo za sredinske, levo-sredinske. Zdaj nekako meja Nove Slovenije se v zadnjih letih na volitvah ustalila tam nekje na 7-8%. Verjetno ste kakšne zračune potekali, da so predvidevali delali, koliko s tem programom se popravili? Absolutno, mi delamo tudi svoje javnomnenjske raziskave, ne samo te, ki so objavljene v ocenjenih medijih, ampak mi vemo, da če bi šli danes na volitve, bi bil naš rezultat bistveno boljši. Prebijamo to mejo 10% in tudi 10 poslanskih sedežev, kar je tisto, kar si stranka vse skozi želi, da bi imela v naslednji slovenski vladi neko resno in pomembno težo. Še beseda o gostih, tudi direktorica gospodarske zbornice se prišla do našega kongresa, se pravi spet poudarek na gospodarstvu, vztrajate torej na tej podjetniški nekako programski usmeritvi? Absolutno. Smo stranka, ki je najbolj blizu gospodarstvu, podjetnikom, obrtnikom, pridnim in delovnim ljudem konec koncev. Na eni strani seveda, na drugi strani tudi vsem ljudem, ki delajo, ki tudi živijo na minimalni plači in tako naprej. Mi zagovarjamo socialno tržno gospodarstvo, na nek način te danes poosebljajo to tržno gospodarstvo, seveda imamo pa v stranki organizirane tudi združenje delavcev in tako naprej, ki pa zelo skrbi za to, da je stranka tudi hkrati socialna. Hkrati pa so današnji govorniki tudi z našo najnovejšo agendo Digitalne Slovenije, gospod Zorko, ki je pobudnik digitalne koalicije, se pravi, bo veliko govora tudi o tej digitalizaciji. Tretji govornik pa je gospod Miroslav Mozetič, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča, kjer pa želimo to noto pravičnosti in enakih pravil za vse v Sloveniji še posebej poudariti. Še malce provokativno vprašanje, veliko date v Novi Sloveniji na program, imate več 100 strani skoraj programa, se vam zdi to sploh še smiselno glede na to, da volitve zmaguje oziroma vsaj koalicija sestavlja stranka, ki praktično nima programa? Nam se zdi smiselno. Mi smo taka stranka, mi ne želimo ljudem ponujati neke cenene floskule. Za stvarmi, ki jih govorimo mi, so resni gospodarski, socialni in zdravstveni in tako naprej. Programi, ne samo programi, reforme. Nova Slovenija danes, če pride na oblast in prevzame slovensko vlado, ne rabi začeti razmišljati, kaj bo naredila, ampak lahko začne samo izvajati, ker imamo konkretne stvari že napisane. Se pravi, danes še kako približati ljudem ta program pravzaprav? Absolutno podati sporočilo, da je Nova Slovenija stranka, ki ima rešitve in je vredno dati glas in jaz danes napovedujem, da bo Nova Slovenija stranka, ki bo v naslednji slovenski vladi.